Pozdravljeni od ekipe Ecolens. Veselim nas, da smo tukaj in da lahko pomagamo pač reševanju planeta zdaj na temo odpadne hrane. Ja, mogli bi slajd spremeniti. Zdaj člani smo tukaj Ana, Nikola, Nika in jaz. Ja, precej veliko število, torej študentski domovi, javni študentski domovi v Ljubljani in Mariboru letno vržejo prek 600 ton odpadne hrane in je to pač enaka številka kot 3 modrih kitov in 2 kipa svobode, čisto tako, da si jo lahko predstavljamo. Stroški zbiranja bioloških odpadkov pa stanejo kot hiša v Grčiji, tako da precej. Zdaj, mi smo se tako lotili zmanjševanja odpadkov hrane v študentskih domovih, ker smo vsi stanovalci in si predstavljamo, koliko hrane si pač oseba lahko vrže, pogotovo, če večina študentov gre domov čez vikend in smo si pač zamislili eno tako enostavno rešitev, torej, da bi imeli eno skupno rabo odvečne hrane, da bi se organizirali znotraj študentskih domov in vpeljali tako eno skupno mizo, ki je precej enostavna rešitev. Samo jo postavimo pri vhodu in ko pridemo, pač zapišemo datum, ko smo jo tam ustavili in če bo kdo rabil, bi vzel, tako da bi se s tem na nek način bolj organiziralo znotraj pač take skupnosti. Tudi smo jih vprašali smo kolege in so kolegi pač povedali, da če bi primerjali zdaj hrano, ki je drugače pustijo ostali v kuhinji, z takim organiziranjem pač mestom za odlaganje hrane, ali bi pogosteje uporabljali tisto hrano, ki je namensko tam. In ja, prek 100 študentov je pač izpolnilo anketo in smo dobili naslednje podatke, da 57% bi pogosteje uporabljalo tisto hrano, ki je na mizi kot pa nekje v kuhinji. Zdaj, kaj o tem pravijo predsedniki študentskega sveta v Mariboru? Anja pravi, da je mogoče, da je ideja precej izvedljiva, samo bi rabili pač dovolitev od vodstva. Glede ljubljanskih študentskih domov, tudi Matej se strinja, samo pravi, da je izvedljivost odvisna od volje. Projekt lahko začnemo jutri, torej, ker je vikend, uradne osebe so vse doma in jih žal ne moremo kontaktirati. Jutri pa lahko gremo direkt v referat jih vprašati, ali bo to mogoče, bi nam to dovolili, vprašali ravnatelja in tako naprej, en korak za drugim, uresničili ta projekt. Zdaj, če bi se ta ideja sprejela tako lepo strani študentov, tudi strani pač vodstva, bi lahko dodali še eno spletno aplikacijo za obveščanje, tako da bi omogočili tisto lenost še večjo, da bi pač iz postelje lahko prebrali, kaj je v mizi, omari, lahko bi vpeljali tudi hladilnik, samo je to pol odvisno od tega, kako se bodo študenti tega pač udeležili in kak bo odziv. Zdaj, pač to je taka hitra razlaga, bi imeli eno QR kodo, katera nas pač odpelje na spletno stran in tam pač rečem, pač zapišemo, kaj smo pustili na mizi. Zdaj, to je vse, kar se tiče projekta in me ful veseli, da smo zdaj končali z tistim napetim delom in se lahko vsi malo bolj spoznamo. Tako da, ja, to je vse. Vprašanja? To je bilo vse in še več kot 2 minuti, ampak... Postavljamo v bistvu isto vprašanje, ki sem vam postavila že včeraj. Kako bi zagotovili, da ne bodo čez 14 dni določene kumare tam gnile in plesnive v nekem hladilniku? Ja, to bo zdaj...
skupna odgovornost, torej vsi, ki se udeležimo tega, ja, lahko samo pustimo eno mizo, ampak potrebno je razložiti, ker jaz nisem vedela, da je odpadna hrana tak velik problem, dokler nisem prišla tukaj in pač malo bolj raziskovala in videla, kakve so to številke, tako da se zavedam, da večina kolegov tudi to ne ve in bi seveda mogli imeti veliko obveščanja skozi mediji, pa kakšne letke, infoborde in tako naprej in se s tem nekako ja, seveda, če delamo z ljudmi, ne moremo 100% zagotoviti, da se bojo pač vsi prav udeležili, drugo spoštovali pravila, ampak bi seveda lahko doprinijeli. 10% je 10% in to, če 600 ton, 10% 600 ton je veliko, tako da, ja. Good. Kolegica, povejte mi, kaj študirate vi? Ugibajte. Sploh me ni strah ugibati. Univerza v Ljubljani? Ne, Ne. narobe. Univerza v Mariboru? Ja. Tam nimajo difa, sem mislil, da ste difovka. Ne. Ne, družboslovno naravoslovje? Ne. Nobeno? Ne. Pa kaj je možno še povedati? Ja. Računalničari. Jaz sem mislil, da so računalničari totalno brez besed. Vidim, da vam manjka priložnost govoriti, ker zelo radi govorite. To je prvo, zdaj za hec. Drugo, vidim, da ste že kar v ekipo sestavljeni, vsi ste pobrendirani z Ikejnimi šlapami, mislim, da so Ikejne, ne? Naslednjič od vrečke seveda, tako da naslednjič listke odrežete, da boste izgledali še bolj cool. Demokracija v podjetju ne štima, ne, mora biti nekdo lider, vi ste se že sprijaznili s tem, da je ona liderka. Zdaj pa resne stvari. Tudi pri vas vidim, da zadeva stoji na nekem, bi rekel, družbenem angažmaju ljudi, ki se tja vključijo zato, ker se mi zdi, da je to fajn. Ne vidim od zadaj ekonomskega, bi rekel, nekega motiva. Ja, ekonomskih podatkov nismo dali na prosto. Nisem še dal vprašanja. Nisem še stisnil enter. Hecam se. To ni nič narobe. Čeprav sem jaz ekonomist, ful navijam za to, da se veliko stvari naredi prostovoljno in za dobro planeta in tako naprej, to je vse cool. Definitivno pa taka stvar potrebuje enega menedžerja, nekoga, ki bi to upravljal, ker se ne igramo zdaj mi z nekimi frnikulami, ampak imamo v obdelavi hrano. Hrana je lahko smrtno nevarna, poleg tega, da z njo živimo in edino z njo preživimo, ampak je lahko tudi smrtno nevarna. Tako da, kako bi ta problem rešili? Da ne bo se kdo zastrupil, da hrana ne bo v hladilniku ostala out of date, vi rabite neko avtoriteto. Bravo. Računalničarka tudi? Tudi. Bravo, da slišimo zdaj, če se ta moja hipoteza z računalničarjem vedno malo brez besed zdaj pokrije ali ne. Kako bomo reševali problem, da ne bo v hladilniku v tej vaši škatli pokvarjena hrana, strupena, nevarna? Mi imamo lepo idejo v študentskih domovih, ki se imenuje dežurni ali receptorji. Torej, mislim, v Univerzi v Ljubljani imajo dežurje, ki so študenti in lahko še dodamo jim obveznost, da oni bodo šli čez te mize pa pogledali rok in če je rok poteče, pol odstranijo. Kaj bi, če on recimo specialist za francoščino, recimo, francoščina ima mogoče da recimo, da nima pojma o hrani, ker takih ljudi je zelo veliko. A je to rešitev pol, da bo receptor skrbel za hladilnik pa preveril ustreznost hrane? Ni. Je pretvegano. Vsaka hrana, ki jo kupujemo, piše rok porabe. Pa ni dovolj to. Lahko se tudi pred rokom pokvari, če ni pravilno skladiščena. To se tudi nam zgodi v hladilniku, tako da to se zgodi. Svetujem, da najdete za to strokovno ekipco, se pravi, to je samo razmišljanje, to ni sploh, ne? Ampak je to nujno za narediti, ker z receptorji ne boste rabili tega problema rešili. Kako pa specialist francoščine v svojem hladilniku odloči, ali ima... Kako pa specialist francoščine v svojem hladilniku odloči, ali ima zdravo hrano ali ne? Ker mi gremo v skupnost, se pravi, da bodo v tej hladilniku širše ljudje to je vzemali, moramo biti bistveno bolj odgovorni za to, da kar je v hladilniku je tudi užitno. Tako da bi jaz tle definitivno, ko jaz sam zase odločam v redu, vi pa si nikakor ne želite, da bi tle bil kakršenkoli problem o tem fantastični ideji,
in s tem, da dvignete nivo kontrole, pa to prepustite nekomu, študentu, ki se na to ful spoznajo, ne? Vi pa skrbite za vse ostalo lahko, za promocijo, za komuniciranje o tem, za programiranje. Ne? Nekdo, ki je pa za to stručko, pa tudi, če je datum še v redu, pa vidi, da je mleko skisano, ker je bilo recimo na mizi 3 dni in tako naprej, pa vi naredite aplikacijo oziroma ta vaš projekt Full Cool Trooper še boljši kot je. Evo, hvala. Zmagovalci, najboljša ideja današnjega hekatlona je ideja, ki jo je predstavil Ecolens. Mogoče vam ne bomo dali mikrofona, sam to povem, mogoče ne bomo dali mikrofona. Ecolens, vaša nagrada je izjemna, dobite all inclusive, dvodnevno šolo, preživete v naravi, vse izraven, kopanje, bazeni, savne, medvedi, vse. Tako da upam, da se boste imeli super, tukaj imate za ogenj delati, ko boste rabili. Medvedi so vaši, čakajo, že vejo, da pridejo Ecolens. Mogoče dobite tudi tam kakšno idejo, kako zmanjšati odpadno hrano. Zdaj pa seveda še trenutek, kaj je poleg kontra vprašanj najbolj prepričal žirijo. Borijo vse, veliko, ne? Veste, vsi ste dobro predstavljali, ampak ko predstavljate svoje ideje, ne, je energija tega, kako to predstaviš, druga najpomembnejša. Ideja je seveda prva, druga stvar, vi ste seveda bili na obeh dveh točkah odlični. Zdaj, ko boste šli v Kočevski Rog, pazite, da se ne takje pri odvrženi hrani zadrževalke, tam je tudi največ medvedov. Ja. Medvedi so zelo prijazna bitja, ampak če užgejo po glavi, ni fajn, če se prestraši, še manj hudo, ja, ne teč stran, z njimi deliti tisto hrano. Kaj nas je prepričal? Spet nas je prepričal, mislim, ne, rad vidimo take široke, tudi pri vas, kot pri vseh ostalih se je čutilo to, da ste dejansko zelo etično, visoko ozaveščeni. Razumete, da v skupnosti je treba delati dobro, da je treba k temu pritegniti čim več ljudi, širi dobro energijo, pozitivno energijo ob izobraževanju in ob skrbi za to, da hrana v tistih vaših bunkerih, brlogih za dobro hrano ne bo slučajno pokvarjena. Pa ne receptorju, ki študira filozofijo, ki je sicer ful pameten, ampak mogoče en klikec naprej. Tudi pri vas je stvar zgolj ideja, ni rešitev, to si vsi zapomnite, vi niste rešitev ponudili, ampak ideja za to, kako rešiti stvari, kako stvari začeti razvijati, da bodo rešitve. Vi ste zdaj v fazi ideation, potem šele pride development, ne? Pridobivanje idej, potem pa razvoj nekih rešitev, ne? Dejansko. Tako da nas je prepričal, pa vsi smo bili študenti, midva so bila. Mene je pa to ful šokiralo. Toliko me je razveselilo, ker sem se spomnil, kako je bilo v Rožni fajn 135 let nazaj. Ja, boni so bili super. Skratka, the best. Fajn se mejte, pa pazite se medvedov. Pa ne še pobegam z odra, imamo tukaj še nekaj za vas. Lidl podarja še 100 evrov, oziroma 100 evrov lahko določite, kam boste dali tukaj, lahko razmislite, ne rabite zdaj obkrožiti, vzamite si čas, sami boste tale denar podelili v dobrodelne namene, vi se pa odločite, kam ga boste dali. Zdaj preden pobegnemo dol z odra, dajmo še enkrat aplavz za našo strokovno žirijo. Za naše zmagovalce!